Folka se zavedate, da je nos zadnja opazovalnica pred veliko 50, za katero je predvideno praznovanje. Nekaj obljubila stvari, ker nismo nad zmenjena. Jaz nisem nič pogovarjala, nekaj obljubila stvari, to res ni v redu, stare. Ne dviguj pričakovanj, ker na koncu pa ne bo cajta po 58, ko posnela, stare, ki veš, da odko. Za katero si obetam praznovanje, bom rekel tako. Za tiste največje fane, ki nas podpirate, ki nam darujete. Kakšen lep segway na tako imenovan admin. Zakaj vedno pozabim? Ne vem, zakaj ti vedno pozabiš. A veš, koliko sem že hotel reči v aparatusu, Anže, zdaj pa ti admin povej. Pa sem nisem spomnil besede, pa sem rekel, rajš nam nič rekel. Ja, rajš nam nič, ok, razumem. Ta podcast je zastonj. Ja. Podpri.si. Hvala. To je zdaj že nianse. Ja, to so zdaj že, ja, to je tako. To so zdaj že nianse. Igram se z čustvi ljudi. Ja. Iz trebuha potegnem. Oh, God, no comment. Res. Ljudje, a čutite moj glas iz trebuha? Ja. Kot da bi poslušal Iana Mascarpone Sparrow. Zgoraj. A ja, točno, ja. Se počutim, kot da bi... Ja. To sem že čist pozabil. Ej, škaj mava? Povej, kakšen je dnevni red. Že spet v najnih zapiskih, ki jih zdaj dejansko delava. Dejansko delava. Piše 2 novi oceni v iTunes. O moj bog, nekaj časa jih ni bilo. Ne, so bile samo take, ki ljudje napišejo. Zdaj sta 2 novi, sta ki nekdo nekaj napisal in prvega, ampak sta zelo kratke. Zelo kratke in jedrnate, ampak ti bojo všeč. Pa kar preberem. Ne disajo, mena te ne disa, no, to hočem povedati. Pa zdaj pa lahko preberem. Ne, ker imam toliko stvari v glavi, pa ne vem, če je vredno. Ja, če... Ok, to v bistvu še nekako razumem. Okay. Ta prva je bila iz maja še, ne? Se zdaj še zmeraj maja. Ja, okay. Subject je Top Podcast. Okay. 5 zvezdic. 5 zvezdic. Napisala ga je GF115, je nickname, kar res ne razumem. Girlfriend 115. 115 girlfriend. 115 girlfriend. Okay. Fanta superstar. Trenutno najljubši podcast, tako da le tako dalje. Sol je z okusom. Ja. Včasih nekdo, ki joj, kam smo padli, folk, zvezde plešejo, gleda. Ne, je folk z okusom še vedno. Še obstaja. Ja. Še obstaja. Slovenija, ne glede na volitve, gre naprej. Okay, ta je ta prva, ta druga je pa še krajša, verjameš to? Še krajša je. Napišel je Uroš Kaper, sklepam, ali pa Skaper, Uroš Skaper, ali pa Kaper, ne vem čist. Tudi Majska. Subject, noro je. 5 zvezdic, pa malo repeticije. Nor podcast, klicaj. Ja. Vrhunsko, to je to. Se pravi, to si ti napisal. Tako se je vrhunsko. No. Ne, nisem si še dal samo sebe ocene v iTunesih. Nobenemu mojemu podcastu nisem dal ocene. No, jaz odvisno kdaj, po moje bi se lahko zgodilo kaj, recimo, če bi nekaj objavil, pa bi bilo ful negativnih, pa bi se po moje skrivaj prijavil, pa bi rekel, nehite, dobro je. Ja, ni to slabo. Ni to slabo. Nehite disati. Ja. Tako da ja, se pravi, to, večjih pa ni. Ne, mislim, sva pa že na 93. Na 93 ocenah, 88 5 zvezdic. Zdaj pa hočeš vedeti breakdown ostalih, ali ne? Ja, hočem. Hočeš slišati? Hočem slišati. 88 5 zvezdic, 2 4 zvezdice, 3 zvezdice, 1 2 zvezdice in pa 2 1 zvezdica. 2 1 zvezdica? Ja, a nehala, to je to, a ne? To je to, po moje. To je žlehnove nekdo. Je tako? Ja. Tako, ko imaš YouTube videe, Mozart simfonija, 80 000 lajkov, 2 dislajka. To je žlehnova. Ja, kdo Mozarta, se pravi, kdo Mozarta dislajka in kdo Godlerja dislajka? Exactly. Kdo bi to naredil? Ja. Kvečem napišu komentar pod Mozart simfonijo, ne vem, hej, kam to Slovenija, ali pa nekaj. A veš, ne pa... Thumbs down. Ja. Ne, to res so vrati. Ampak glej, žlehnova je jasna stvar. Ja. Vsi smo malo žleht, vsi smo že kaj roko dol kliknili. Nekaj te moram vprašati. Zdaj pa že, mislim, da 1 mesec, odkar si postal ponosen lastnik, ponosen lastnik 2 izdelkov, 2, ne? Ja, 2. Kent Brushes. Povej. Strinjam s tem. Prvič, to je bilo prvo vprašanje. Ja, okay. Drugo vprašanje. Kakšno vprašanje je bilo? Res je, postal sem lastnik. Ja. Kako
kakšen je na hiter review v enem stavku teh izdelkov. Drugo vprašanje je, kam greš tisto brado? Ker tale brada je pa zdaj že serious. Serious brada. Shit. Ja, v glavnem, Mihajl se je pridružil, Rekar, ne. A je kje vprašal? Ne, samo zamudil sem intro. Živijo Mihajl. Tako da, se pravi, da odgovorim na vprašanja 1, 2, 3. Okay. Da, imam 2 Ken glavnika. Drugo vprašanje. Dejansko ta velikega, large woman's comb, yep. Uporabljam praktično vsak dan. Ja. Pa za brado, ker imam res nerealno brado. Planov z brado ni, ne vem. Zdaj se bom šel strišč in si jo bom že spet dal pač kvazi oblikovati. No. Mislim, ker da ti ta brada ti da gravitas. Velik mi da. Ta brada ti velik da. Ja, jaz se te spomnim. Zdaj me žalaš. Res te ne žalim. Okay, veš, daj sem te žalil, ko si bil na Studio City na zadnje. Takrat si pa prišel kot... Takrat si bil na zadnje sem bil... Takrat si bil na zadnje pri frizerju. Pobrit. Ja, pobrit, ja, to je res. Ker takrat si pa prišel pač kot človek pride v Studio City, jaz sem bil že 2krat... Kot človek pride tam nekaj povedati, ne? Pride kot neka avtoriteta. Ne? Tako, jaz sem pa golobradni, nič nezobni. Ti si prišel pa tako, kot da ti je nekdo bicikl ukradel in ti je žal. Mislim, se si pametne stvari govoril. Jaz sem v bistvu, ti si meni v bistvu takrat razložil, zakaj se gre v bistvu v teh problemu internetne varnosti. Neutralnosti. Ne, se mi si zapomnil. Gre naprej. Ampak za tisti čas sem pa razumel, kaj govoriš. Ko sem govoril, si razumel. Medtem, ko si govoril, sam si deloval prestrašen. Več ne morem pričakovati. No. Več ne morem pričakovati. A je ljudem všeč? Kar govorim. Noro. V glavnem, zdaj pa je pa na drugo postavko, ki si jo ti dal v zapiske, če prav razumem. A bi še... Aha, ja, dobro. To je postavka, ki me slabo voljo spravlja. Royal Wedding. Royal Wedding. Mislim, dal sem, ker so bili pritiski javnosti. Jaz sam ne bi dal, ker ni vredno govoriti o tem. Zakaj ni vredno govoriti? Zato, ker ni kul. Ali lahko sam še enkrat, jaz bi res rad ljudem, ki tole poslušajo, dopovedal, ker jaz vem, da to zgleda polk malke joke, ampak Jure Godler ima iskreno rad kraljevo družino. A je to fair reči? Ja, je fair reči. Ti imaš iskreno rad vsta pageantry, tradicijo, vse okoli kraljeve družine. Iskreno, ne ironično, ne zajbancija, dajmo se mislim tako, dejansko resno. Iskreno imaš rad kraljevo družino, angleško, United Kingdom, Commonwealth. Všeč mi je to, jaz ne maram porok, jaz sem človek pogrebov in kronan. Jaz ne maram porok in veš zakaj? Poroka se mi zdi... Ti bom povedal. Poroka se meni ne zdi iskrena stvar, v nobenem primeru. Ker to, koliko te imam rad, te lahko sovražim in to v eni sekundi. Drugo kot drugo... Zakaj bil pa ta zraven? Ne vem, to je refleks. Drugo kot drugo, pogreb. Dajmo analizirati, kaj je z njim mrtvo. Še diha? Ne. Srce mu bo še kdaj delal? Ne. Ok, procesija, please, dajmo ga pokopati. Hvala. Kdo si ti? Prestolonaslednik. Pokaž osebno. Ok, tle imaš krono, procesija, prosim. To so vse neizpodbitne stvari. Harry, koga si prinesel domov? Meghan, zaljubljena sva. Shut up! Shut up! Shut up! Ok? Shut up. Harry, shut up. Poznamo te. Procesija, 32 milijonov funtov, tle imaš, pejt. Pa se vidimo čez pol leta na ločitvi. Koliko smo dali za poroko? Ful. Shut up. Ne maram porok. Sploh kraljico prosil, če je lahko ne pobrit. Ne. Kraljica, lahko, ok. Meghan ne bo rekla obej. Cool. Dajmo celo familijo Windsor v Markle preimenovati. Reč na to. Ne, reč, da se strinjaš. Strinjam se, absolutno se strinjam. Ne, škaj me samo zanima? Kaj? Ampak ni cool, da pač, ko je poroka, imaš poroko, naredijo big deal iz tega, zapravijo, koliko je bilo? 32, a to resno se? 32 milijonov je strošek bil celoten. To je res polano. Torta je bila 50,000 funtov. Cvetje je bila? 50,000 funtov. Ja. Pol cvetje je bilo 100,000 funtov, catering je bil pa 287,000 funtov. Ostalo je šlo pa za varnost, mislim, da večina. Ja, večina, ne, za neko logistiko pa tako. Tako da,
To je pa bolj. Kaj sem hotel reči? Najlepša je bila itak kraljica na poroki, ker je čist povozila Meghan. Filip je bil pa mal v švok stanju. Ja, to sem tudi jaz opazil, da on pa ne bo več dolg. Tako bom rekel, nočem biti nasramen. Ne, se ni nasramen. Okay, zdaj gledam to torto, ne. Veš kaj, imel je operacijo kolka pred kratkim. Je bil bolj, nič ne veš tega? Ne, nič ne vem. Ja. Imel je pred kratkim operacijo, ja, in je bil mal je bil, recimo temu, vidno utrujen, ne. Okay. Tako da, ja, in pol, ne, ko se že človek misli, ok, še ena procesija je bila, videli smo kraljico, nismo slišali Zadok the Priest, ki ga radi slišimo v takšnih unih, ampak v redu. Potem pa na koncu zagledaš Harryja pa Meghan, kako se približujete enemu avtu. O moj bog, a je to res ta avto? Ja, je. Jaguar E-Type. V E-Type sta šla? E-Type in to sinja modrega. Ja. In pol zveš od komentatorja, da je to tisto, ki so ga na elektriko predelali. Kaj pa je s tem narobe? Prosim? Kaj pa je s tem narobe? Sam ne mi o električnih avtih začeti pliskati, ker bom spuknil ta mikrofon. Jaz sem bil zdaj na Dunaju in je predaval ta Rimac, veš, ta Hrvatka, ne? Jezus. Če ne boste nehali s temi električnimi avti. Dobar, ni vsak avto Peugeot CC, to je dejstvo. Ne, mislim, to nisem. A se mu ne reče temu avto nek Eagle ali nekaj? Ne, oni so vzeli čisto vse od tega E-Typa, Cabrija, seveda. Ja, sam sem mu dal baterije noter. In sem mu dal baterije noter, tako. Ja, mogoče prvi Jaguar, ki mu elektronka dela. Zing! Se temu reče. Zing se temu reče. Reče se tudi tem, v Ljubljani smo, pejmo Portorož, ok, rezerviraj za prespat v Postojni. Da se napolne, pa gremo pa naprej. Ni več toliko več, stari. Ni več toliko več. To so spet ene muhe, te električne avti. Muhe. Ljudje se pritožujejo, kaj ni ok z električnimi avti, ljudje sprašujejo. Kaj ni ok z električnimi avti? Nič ni ok z električnimi avti. Okay, zakaj? Zakaj? Ja. Zaradi tega, ker ga moraš polniti. Zaradi tega, ker se nekaj pokvari, ne moreš sam popraviti nič. Kaj boš? Pa se ne more nič pokvariti, stari. To so elektromotorje noter. Veš, koliko manj stvari gre lahko narobe pri električnem avtu? Ne, jaz nisem za električne avto. Ne, jaz sem za bencin. Toži me. Pazi to. Ovadi me. Ljudje so že napisali, da niso muh, to je prihodnost, električni avti so stvar prihodnosti. Ja, ovadite me. Guilty. Ja, odpeljte me na Tavčarjevo. Ja. Ali kaj je tam? Sodišče. Ne, pa dej nekaj moraš avto slišati, no, pa kaj si. Pa si imaš kot M5, zdaj Benfeld, ki ima noter, ki zvočniki. MP3 player, Maja. Ja. Ne, jaz res ne maram tega. Pa zakaj ne? Ne. Pa ful ima navora, stari, ful je hiter, je pa res, da za ovinke so krep, to je pa dejstvo, pač. Za ovinke so, ama ja, tiram šrt ovinke. Ker Peugeot CC res nese. Gor na Črnivc, ka greš, ne, v nedeljo. Streha dol, Peugeot CC, Jure Godler v rokavičkah za voziti. Ja, Peugeot CC. Se mislim, da zdaj ti pač noben ne verjame. Ja, valjda, vsi mi verjamejo. Zmeraj me folk vprašam, a bi Godler res CC? Ja, rečem, ja, to lepega. Ne rečeš tega, rečeš, pač imam slab okus za humor. Nazaj na poroko, to sem hotel prej povedati. Ja. Hotel sem reči, da meni je pa kul, pač naredijo big deal, 32 milijonov, bum, zapravijo. To je stvar, ne. Ampak pa poroki, ona vas sta saj nekaj cajta še poročena, ne. Veš, kaj mislim, imajo nekaj od tega za turist trepol, ne, kaj lahko greš gledati, klesta pa Harry pa Meghan pa tarara. Nekje sem gledal te turistične, te, kako se že reče temu, izračune, koliko pa ne bi oni s tole poroko prinesli v revenue turističnem, ne, in ne bi bil $500 milijarde. Ja, saj oni so turist trep. Ne, saj jaz ne govorim nič, saj jaz pravim, obožujem pogrebe pa kronanja. To je meni. Tiste je veliko bolj impozantno za videti, za obljube pri kronanju. Kaj za obljube? To ti moram enkrat prinesti, imam eno knjigo iz leta 1902. Crowning the King. Okay. In je celotno kronanje, torej historični proces, odkje je tako, vse je opisano, kako prihaja do, mislim, kako zgleda to kronanje, v koliko fazah, koliko etapah je ta dirka in tako. To so zelo zanimive stvari. To ima res zgodovino. Ampak kakšne so obljube, ne razumem, kaj pa tam? Ja, državi. Seveda, pa Bogu pa to so, pa imaš the anointment, pa imaš procesijo, to je zelo dolg traja.
Okay. Zelo dolgo je trajalo kronanje pokojnega, torej Georgea, očeta od kraljice. Zaradi tega, ker so kronali in tudi ženo njegovo, ki je bila Queen, medtem ko je Filip je konsort. In trajalo 2-krat toliko. Ne vem, kaj si zdaj rekel. Kva si zdaj rekel? Ja, ona je kraljica bila, ne? Kdo zdaj? Mama od kraljice današnje. Ja, ampak ona nikoli ni bila kraljica. Imenuje se, ona je bila... Queen Mom je ona, ne? Tako. Ampak ona ni bila kraljica, Ne, ona je bila samo žena od kralja. Tako. Pa je ona, ta je zdaj kraljica? Ja. Kaj je ime? Elizabeth. To sem te znala še vprašati. Sem zato, da boš uvalo, sem te vprašal. Okay. Nisem trznil. Se pravi... Ja. In zakaj je pol trajal, ne razumem? Je zaradi tega, ker so še njo na isti način kronali, kot so njega. Ker on, mož od kraljice zdaj je samo princ. Ona je bila pa pač... A nista poročena, ali kaj? Ne, samo princ je v tem činu, ne. Princ Filip. Ni on kralj? Ne, on pa ni kralj. V tem je razlika. Zakaj? Ni, on je konsort. Niso se tako takrat... Vem, ampak ne razumem, zakaj je od... Ja, ker je ona je hčerka, ne, kaj bo on Ja, ampak če fotor njen je bil kralj in je imel ženo in je bila kraljica. Tako. Zdaj je pa ona kraljica, zraven pa princa, zakaj nima zraven kralja, to ne razumem. Ni. Ni, pač ni, to je to. Ni. Okay. Ja, pač to se odloči, tako kot je kraljica zdaj Harryju podelila par novih naslovov, ne. A ja? Ja, za darilo pač. Če si kraljica ne ja, daš... Zdaj je rado še The Duke of, ne vem, Brežice, recimo. To bi bilo hodo. Ne, če bi koga bi raj imel? Da Harry dobi ali kaj je ta starejši? William, ja. Ti bi raj Williama, ne? Ne, jaz nisem fan ne enega, ne druga. Kva? Res, mislim, Niti en, od koga fan pa si poleg kraljice pol? Filipa. A ja, Filip. Pa, da sem ti noš v Hrvat zarino, valjda Filip, hej. Ne, smo zelo rad Edvarda VIII, ki je abdiciral. Ne, te, ki so živi, ne bomo šli v Edvarda VIII, te, ki so živi. Charles je meni zelo všeč. Charles je najbolj oblečen človek na zemlji. To si zapiši za uho. In vseh teh 30 v chatroomu ne si tudi zapišejo za uho. Vsi oni. Boljš oblečenega človeka. Jaz sem njega živo videl. Kje? V Ljubljani. Je bil v Ljubljani? Na tržnici. Kupuje med. Mem sem šel, nisem se ustavil, sam mem sem šel, ki je bil tam. Med je kupil na ljubljanski tržnici 100 let nazaj. A veš, kaj sem zvedel? Ja. Glede med. Ja, to si pa enkrat že nekaj razlagal, Charles pa med. Ja. Morda. Povej. Na tam, ki je stran z varstvo potrošnikov. Ja. En med, ki ga imajo v nekem hoferju, ja. Je ponarejen. Nisem pričakoval tega, kaj to pomeni. Da ni med sploh. Sploh ni med. Ni sledu medu. Ampak je? Nek topljen cukor. Si pa to osebno vzel. To je očitno med, ki si ga ti kupoval? Ne, mi ga je pa že kdaj kdo serviral, kje? Zihar. To tudi tega ne veš točno, samo gorčen si torej. Ja. Kako lahko prodaš, kako presice kitajske, no? Za kje piše, so Kitajci? Ja, kdo pa Kitajci bo to spomnil? Umeten med, ponarejen med. Poglej dokumentarc, kruh naš vsakdanji od unga Nemca, verjamem, nima veze to s Kitajci. Stari. Kako da ne? Čakaj, ponarejen med Zveza potrošnikov. Ja, ker poglej, to sem jaz, ja. Nekdo mi je pokazal tole. Ja, in si bil takoj ogorčen, ali kako? Ja, med. Okay. Ponarejen med, uprava Europol. 4 vzorci torej so bili ponarejeni. Pri poreklu vzorcev iz Slovenije, po en vzorec iz Madžarske, Franske, 4 vzorce so imeli poreklo. Mešanica medu iz držav članic EU in držav, ki niso neki. Analize, to je to knoro, neskladni vzorci. Jager Ptuj. Medeni butik, Voglar, hipermarket, Ljudnik. Nič mi nisi povedal. Ja, ampak v 4, samo 4 niso bili, ostalo je bilo vse kul. Ja. Hofer ni omenjen, drugače. Ja, jaz sem videl, je omenjen, 4 je bil naštet povrniki. A ja, pa res, Grandesa, Hofer. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Ponarejen med. Ja. Kaj minva delava? Zakaj so te zdaj vemo jumbo plakati. Marjana že ve, da imajo ponarejen med. In zato... Krajst. Okay. Ja, evo, tam je prav neverjetno, pred pol ure sem tole vrala o medu.
Res? Ja, Hofer Koper, očitno. Kaj se mi pogovarjamo? Jaz sem se v startu rekel. Ne, sorry, stari. Mi dajemo nasvete za varnost uporabnikov. Kaj sem ti rekel? Ne, to zdaj ni bilo v redu. Nasvete za varnost uporabnikov, ne vem, kaj to pomeni. Star, jaz sem zmeden. Glavno, sem še malo nazaj na poroko, imam še eno vprašanje, kar se same poroke tiče. Se pravi, ti, če nisi fan Harryja, ne. Zakaj si pa gledal? Se nisem. Kako če si rekel, da je komentator rekel, da sem šla v E-Type, ki je električen? Jaz sem gledal recap. Tako jaz gledam NBA recap, ti gledaš Royal Wedding. NBA pa jaz ne gledam. Vem, da ne gledaš. Ja. A ti karkoli veš o NBA, da rečeš? Karkoli, eno stvar. V osnovni šoli sem zbiral tiste kartice, ki so bile ko. Okay, to še zmeraj mi nisi fakta o NBA. Ti bom povedal. Hočem en fakt o NBA. Charles, spomnim me. Ne bom te spomnil, povej. Njegovo Ker si že skoraj rekel ime prav. Na B, ne? Na B je, no daj, ajde. Buñuel. Ni. Ne, ni. Charles Buñuel ni. To je režiser. Andaluzijski pas, ali kaj že? Ne. Čakaj, pismo. Charles? Ne bom se spomnil, žal. Ne boš. Njega? Barkley. Ja. Pa Jordan. Kako je pa njemu ime? Michael Jordan. Ta dva sem imel, smo zbirali, ampak pa sem pa nekaj nehal. In to je vse, kar reče NBA. Koliko je najnižji igralec v NBA? Sam to mi povej. To, kaj ti. Zih je en, ki je 1,55 m. Zihar. Mozart je bil 1,57 m. Okay. Ti si pa koliko visok? Nizak. Koliko si nizak? Jaz sem 1,78 m. Na dober dan. Na zelo dober dan. Tako le donske je nizak pritisk, priznaj. Joj. Nisem vedel, da je to roast. Opazovalnica special roast. Ne, sorry. Okay, pa si samo recap Royal Wedding. Recap sem gledal in to, ja. Pa sej se je videl, kako je kraljica gledala. Kako je Meghan gledala. Komi. Joj. Ne sam jaz, tudi kraljica ufasala. Lizzy, pobegen, dokler lahk. Tomič je on fire. Jaz sem on fire, sem res se je že poznano. Pač tako stara je stara. No. Ja, ampak ima še zmer stvari zelo pod kontrolo. Ja. To kot insider veš. Ne, vem, da je še zmer opravljal vse, medtem ko Filip se je pa žal že upokojil. Prejšnji teden je bila podelitev nagrad za Prince of Edinburgh's Award scheme. In so bili, in ga ni bilo, ni mogel niti na dvorišče priti iz. Ja, to je ta šola, ki je on bil. To sem gledal v The Crown. Ne, on je naredil en award scheme za nadarjene učence v vseh različnih. Okay. In letno podeljuje nagrado, ampak je bil William na mesto njega, pa je prišel še Harry z ženo. Kaj je folk? Shut up! V glavnem, Mihael v chatu je napisal, da Isaiah Thomas, to je človek, ki je igral lani za Boston, pa letos za Cleveland, pa zdaj za LA igra, čeprav ne bo dolg, po moje, 175 cm. 175? Nižji od tebe. Nižji od mene. Ko imaš slab dan. Me zanima, kakšen met je. A to si kao povezal? To si povezal. Ker me jezijo take stvari, jaz pravim se Kitajci za tem. Požrli nas bojo. Zdaj bom dubil. To je več ali manj rasizem. Zdaj bom pa kregan. Ja, parfumi. Parfumi? A ti veš, da grem jaz zdaj k Jožetu Rubežniku snemati novo stvar? Ja, to je ekskluziva. No, dej, parfume. Godler ima parfume sabo in je hotel parfume kazati. Tako da danes ne bo učenja glasbe, to pride nazaj. Tukaj imam 3 poletja parfume. 3 poletne parfume in Anže, povohi vsakega izmed njih in povej, kateri je najbolj ti. Tale je... Najbolj jaz ali najbolj ti? Najbolj ti. Najbolj jaz. Eau de Hadrian je tale. Eau de Hadrian, Eau de Toilette, Anik Goutal Paris. Zdaj pa sprobi to. A pozna kdo v forumu ta parfum? Dvomim, ker se ne zna prebrati tega, tako da, čakaj. Kaj praviš? Okay. Je to ti? Si to ti? Ja ne vem, čak bom vse 3 videl. Ja, dej si na roko. Okay. Ja ne bom si dal na roko, se došče to. Ja, napip si se s parfumom, če kako bom smrdel po 3 parfumih. Smrdel, a greš kam zdaj? Ne. No, ne rečem čupš. Pizda, kako je... Ja, tako štoras pa še nisem videl človeka s parfumom delati. Kako je bilo? Po telefonu mi je šlo. Top.
Povej zdaj ljudem, ne, kako se ti zdi. No, tole je pa Green Irish Tweet. Ne. Eden je music theory fan, ima nickname, pa reče, pa grem, zato če ni muzične teorije. Ja, vem, da bi rabil video tam, ampak ne gre. To je pa Green Irish Tweet. Green Irish Tweet. Ta je en boljši. Milsime. Creed se imenuje firma. Creed je. Sprobi tega, sprobi. Dej si to na drugo roko. Ne, na drugo roko. Ja, to moraš pa na kam mnogo da tretjega, nočem vedeti. Stari, to tok šprica. To je pa bolano. Ja, pa malo roko odmah. No, vse sem si. Povohej. To je pa. To ti ni. To je pa kar slabo. Moram reči, da je tako slabo, da zdaj mi je pa žal. To je pa Tom Ford ne roli Portofino. Tom Ford, to pa vem, kdo je. To pa veš, kdo je. Veš, ne pričakoval od tebe. To si dej pa tam. Kam pa zdaj si to dam? To si dej pa tam bolj nazaj. To tok šprica je rekel, to je res malo narobe. A bolj višji gor. Tam, kjer nisi tizga. Čakaj, to je normalna flaša. Ja, ta mal šprica, ker je drag. Dej pa to povohi. Kaj pa na to praviš? Ta prvi. Tera sta ogabna. Resnica, ta je pa super. Sprav to. Ja, to je pa super. Se pravi, dehadren, de toalet, Anik Gutal, Paris. Ne vem, kaj je Anik Gutal, ampak to se dobro sliši. To ti je citrus, a? Citrus je dober, ta je res dober, ta je tak frišen, to je res poleten. Un ta drug, ti si je lighter fluid, ta tretji tole. Okay. A ti veš doma ta parfum? No, doma, George Clooney, Green Irish Tweet. Ja. Poglej na internet. In na internetu vse piše. In kako ti Kitajci umetno naredijo. A si ga ti kupil zaradi Georgea Clooney? Ne. Ja? Jaz sem ga kupil, ker sem kupil enega drugega, ki je imel Edward VIII, ki so ga za njega naredili, ki se imenuje Windsor. Aha, okay. In potem sem rekel, a imate še kaj, dajte mi tega, tam mi ful diši, ne mi govorite o njemu. Ja, ne mi govorite, to je posebno. To je res slabo. To diši po moškem, stari, to diši po moškem. Ja, po moškem, ki se nisto šeril 3 dni. Ja. Stari, to je noter seno, zele. Kakšen seno, česa? Po sušeni travi to diši. Sounds about right, nekaj za ljubezen po domače, stari. Tako rekel, ja. A pozna kdo v četu Green Irish Tweet, da je to najbolj. Noben še ni nič napisal. Noben še ni nič napisal. Karkoli ve o tem. Po moje se folk preklopi v čet samo zato, da si vesel, pa pogrejo pa v stran. Ne, piše ljudje. To tok šprica homoerotika kar po telefonu. Dirty Minds. Ne. Ta res ni dobro. Res ne. Ne, George Clooney ne ve, kaj dela. Ti pa nimaš okusa za parfume, ja? Kako se ta prvi mi je kul, ta prvi mi je top. Ja, pa tista prvi. Anik Gutal Paris, pa še najboljš flaša, izgleda, čeprav Toma Forda flaša je boljš, kot normalno šprica, ker to je bolano. To je to je the shit. Tom Ford, ne roli Portofino. Vse je v redu, Tom Ford še nekako kupam, no. Forda še nekako kupam. Uno je pa, ti se pa slabo. Res ne da mi ni všeč, to je slabo je. Slabo je. Assault on the senses se temu reče. A ti veš, da obstaja cenen ponaredek te vode? To lepo. Ja, veš, kako se imenuje? Kako? Davidov Cool Water. Tisti cenen ponaredek tega. Aha, Davidov je naredil v bistvu knock-off tega. Yes, exactly. Za najstnik. Zdaj si mi vse razložil. Kdo pa Davidov uporablja, stari? To je folk, ki si kupuje dušgele X, isti ljudje. Slabo, ja. Ker gre v cirkusa, pa naroči Jack Colo. Tako. 6 njih. Ja. Za frende. Okay. To je res slabo, stari. Vidiš, to mi pa žal. To pa škoda, ker ne moreš. Ne, vidiš, to pa ni ok. To pa nimaš feelinga. Tom Ford, 4 od 5 zvezdic. Anik Gutal, Dehardien, 5 od 5 zvezdic. Kaj je ta Green Irish Tweet? Green Irish Tweet. Mogoče najslabša stvar, ki sem jo vohal. To je klasika, človek. Res slabo. Ne, to je klasika. Res slabo. To je klasika. Okay, Green Irish Tweet. Pišite nam, če. Kaj pa vi uporabljate za en parfum? Ja, s čim se pa vi špricate? To se je spet narobe slišal. Ja, pa se res, ti danes. Res slabo to star. Meni prav ni mi všeč. Kako je to možno? Ne vem. A ti veš, kako je to? To je najbolj priljubljen high-end parfum na svetu. Resno. Ja, to ni joke. Res. Green Irish Tweet, me je pa tako všeč. Slabo. Lej, X uporabiš, je ni bilo še ženske, da bi rekla, da ne diši lepo, sorry, pa so imele okus. Ta star. Kdo? Lažeš si. Nekdo hvali. X, ja. Kar slabo. Lažeš si. Res. En je vprašal, kje dobimo testerje. Mislim, da unga, da drugega nočete. Ja, Drugač pa kar Godlerju na ulici.
A imaš parfum s sabo? Kaj rečete, mora take stvari všeč, to me je kul. Dejansko ne moreš pri nas testerja sprovati od tega. A res, kaj? Resno. Kar je mogoče dobro. Tom Ford je najbližji, da ga greš lahko vohati v Benetkah. A res, kaj? Ja, pa... Kje pa ta moj? De Hardien? Tega sem tudi v Benetkah kupil. Ali pa v Salzburgu. No, zdaj ste to slišali, ljudje, Benetke. Ne vem, no, lej. V Benetke morate. Dobro. Ja, ne vem. Tega sta v redu, tisti je pa v ga. Neroli Portofino. A ti veš, kako je ta sok dragocen. Koliko to stane? Zdaj bom tako sam povedal, da si ljudje predstavljajo, ta flaška je velika, kot čemu ćemo to primerjati. 30 ml. 30 ml, to ni nič. To stane 87 evrov. Premalo sem rekel, ali sem premalo. To je med 180 pa 200. To je bolano, to je balade sam, res. Ja. Čakaj, če to googlat, sorry. Poglej. To se norca delaš. Kok? Krit ga je 75. Neroli Portofino. Krit je 75 ml, pa je mislim, da 250 ali 240. Ok, Neroli Portofino, kje imam nek štacuna random. Ta je pa sem 100. Na Amazonu. Ne, na Amazonu nimaš. Dobro, nima 200. Ne. Ja, odvisen, ena je tudi 100 klele, 30. Ja, 50 kaj je 200 odstotka, ta je pa 100. 30 kaj je 100 evrov. 100 evrov. V bistvu je 300, klepro piše 320 evrov. Ja, na uradni trgovini imaš, na uradni Tom Fordu je dražji, ne. Ja. Mislim, jaz sem tisto ceno vedel. Ne vem, koliko je parfum na Amazonu. Ja, tomford.com, prav pogledal, kaj me res zanima. Tomford.com. Aha, sem taj 50, kaj se pravi, jaz čez... Veš kaj, 30, kaj si ti to kupil? Ker na official sajtu ni 30 ml. Ja, to pomeni, da ni en stok. Ali pa imaš ti ponaredek. Ja, ti bi mi jaz dal ponaredek. Ja, ne vem, ta star. To sem v original... Ja, tako ka med. Ta star, jaz sem zdaj na uradni spletni strani Tom Ford, bom dal še v chat, da ljudje vidijo, da ne trolam. Jaz sem uradna stran tomford.com/neroli Portofino, whatever. Ne poznaš Portofino? Ne, poznam. Ne vem, kje je to, zanima me. Jaz vse, kar hočem povedati, je, ko izberem select size, mi reče 50, 100 pa 250 prijatelj. Ja, ni bilo 30 ni nikjer. Je pa 30 na eBayu pa Amazonu, zdaj pa. Pa na Mr. Porter. Mr. Porter? Porto, netrofili, kaj je? Neroli Portofino. De parfum. 50, že spet 50. Pa veš, da je tudi 30, no pa pismo. Star 50, kaj je. Res te nazaj vas, da res nočem te trolati, ampak jaz mislim, da imaš ti ponarediti. No, kaj bi rad? Tom Ford, Neroli Portofino, spletična. Ali ni to nekaj slovenskih novic? Jaz mislim, da imaš ti fake, zelo drag. 30 ml ni na zalogi. Jaz ne vem, kaj je spletična, prijatelj. Ja, vprašaj na forum, zihvejo. Ok, na Mr. Porterju je samo 50. Sephora. Neroli Portofino. Okay. Kaj bi rad? Ja, Neroli Portofino. Ja, 50. 50, ja. Kje imaš pa nazaj zbrat? Ne vem, to pa ti zdaj povej. Evo, 30. Ok, zmenen. Ja, v redu. No. $150. Daj smešno bi bilo, če bi imel ponaredek. V glavnem. Jaz ne kupujem ponaredkov. Ja, jaz smrdim po 3 parfumih, oziroma po 2 dišim, po 1 smrdim. Mislim, da je to za to opazovalnico. To je to za to opazovalnico? To je to za to opazovalnico. Zdaj pa, kaj boš zdaj napovedal za PS? Mene je strah tega, jaz ne bi nič napovedal, bo videla, ker lahko da bo samo opazovalnica. Jaz bi vsaj povabil nekako na neko druženje, catering. 32 milijonov. Ne, nač vred, bomo videli, kaj bomo naredili. Tako bomo imeli čez poletje live podcast. Aha, zdaj vprašanje, kdaj pa je sploh naslednja opazovalnica? A je možno, da je bila to zadnja pred dopustom? To je moramo povedati. Ne, ni, še ena bo. Še ena bo. Moramo stisniti to eno. Ja, še ena bo, 50 bo pred dopustom. Neko praznovanje mora biti, no, ali bo en gost. Lahko gosta. Lahko enega gosta. Koga bi radi videli? Ja, koga bi radi slišali, pa bo tukaj, mi bo govorila tako, kot zmer, on bo pa zraven sedel in ne bo čisto nič rekel. Točno rekel, ja, točno to. V glavnem, tole je bila res, moj bog, kako to smrdi. Tole je bila 49. opazovalnica, Godler, jaz bi te prosil za admin.
Ta podcast je zastonj. Podpri.si. Hvala. Jaz bi sam rad rekel, da če je že Alfi Nipič, Joco, dvakrat, Robežnik in Joco. Tako da ne vem. A res? Ja, Tamar sprašuje, bo piknik, ne bo piknik, ker Godler ne ve, kaj je piknik v resnici. Ne, to je malo prostaško. Malo prostaško je. Ne, sej, nič ne rečem, lahko je kultiviran, verjetno piknik. Ja. Sam ne tisti, da se sedi po tlepa. Pik Keith je rekel Ricky Gervais. Ja. Ja. Smo sami Instagram frendi, ne moremo živeti. Ne more, da se ne sedi po travi v neki koči. Pa se imaš barbur, ti lahko sediš kjer češ, pa ti nič ni. Ma ja, sem ti pir iz plastičnih kozarcev. Sorry, najboljši komentar za gosta. Tom Ford, pa naj pove, kako je streljati. To je pa genialno. Ta je v redu. Legit 2, naslednjič najboljši nickname, kaj naj ti rečem. V glavnem, to je to. Jaz bom počasi rekel, dio, še enkrat res iskrena hvala vsem, ki ste prišli v chat, hvala vsem, ki nas podpirate. To je tako največ pomen. Tako da to je več. Tukaj ima eno dekle ima rojstni dan. Ja, kdo? In za rojstni dan jih je poslušati fajn. Je Tina Runko, vse najboljše za rojstni dan. Many happy returns of the day. Ja, kar je on rekel. To je to, jaz bom rekel dio, ti pa tudi reče dio. Adio. Adio.